Fantasy. Radio Fantasy. Evo, prej smo napovedali, da pride in je z nama Raven. Živijo. Dobro jutro. Zdravo. Dobro jutro. Ja, Sara Cirman, oziroma Sara Briški Cirman, ne? Ampak vsi te poznamo kot Raven. Zdaj pa nočna ptica, sem enkrat prebral, da si. Aj, sem. Absolutno jutranja ne. Vidiš, da imaš še vedno učke na kitajčko narejene. To so, mislim, ponavadi s kostko, ampak ja, absolutno nisem jutranji tip. Ja, to je sicer nek značilen vibe umetnikov. Ja, je, čeprav, ja, mislim, sem se trudila, da bi nekako tudi se navadila na mal drugačen tempo, ker vse, recimo, operi so vaje zjutraj, ne moreš pač čakati do večera, ampak nekako ne gre, no. Koliko je pa štimo pol zgodaj zjutraj? Štimo? A testiramo? Ja, ma ne. Odvisno zakaj, za pop še gre, ampak opera zjutraj je pa kar naporna. Ne, za opero, ko si rekla. Ne? Ja, kar naporno, se je treba navaditi. Od 1 do 10? Koliko naporno je? Ma ne vem, odvisno od tega, koliko sem spala tisto. Koliko je pa, recimo tvoja štima zjutraj ali pa zvečer potem na nekem nastopu, je kaj razlike? Ker pri ozvočenju vem, da je razlika odvisno od vremena. Ja, pač ful. To je tako, da bi, ne vem, nek gimnastičar hotel na vse zgodaj zjutraj, ker špago narediti, pač to ne gre. Tako da, ja, sigurno. Pač moraš glasilke najprej ogreti. Zdaj pa vaje za opero ogreti glasilke in dejansko za nastop na Euroviziji, ko vse ni bil toliko operen, so različne ali so dosti podobne? V bistvu pri Veroniki je tako širok razpon, da se moram upeti, tako kot bi se upevala za opero. No. Tako da niso tako zelo različne, pa jaz nekako vedno izhajam iz klasike že od nekdaj, tako da ni bila taka velika razlika. Zdaj, Raven, ful sem dobila vprašanj o tvojih nohtih. Okej. Ker pač ima to bo čisto žensko. Še par dni. Tvoji nohti dolžina pa so oblikovani ali... Ne, to so umetni, ampak itak bojo samo še par dni, ker imam kmalu nastop s harfo in ne gre pač. To je tvoj inštrument, s katerim si začela, ne? Ja, res je. Kot 4-letna pupa si šla v glasbeno. Ja, pri 4, ampak sem bila kakšne 2-3 leta v neki glasbeni pripravnici, tako da pri 6-7 sem začela s harfo, ja. In te še kar spremlja, ne? Ja, to me kar. A si menjala kaj obliko harfe ali skozi? Ja, ko si otroki, tako ne moreš na tisto ta veliko še igrati, tako da sem imela naprej keltsko. Keltska je tam? Keltska je ta mala, ja. Pol pa ne vem, to nekje pri 10-11 greš pa na ta večja, ko že noge dosežejo pedala v spodaj. No, moje noge še kar ne bi dosegle, koliko si visoka? 173. No, še imam kak centimeter, v dobrem torej. Ja, Raven je z nama in lepo, da si se oglasila. No, zdaj, kot smo rekli, jutranja ura sicer ni tvoja, pa mogoče, ko si že rekel, ta nočna ptica, ta tvoj vzdevek, Raven. Saj vem, da to je že malo verjetno prežvečena tema, ampak nikoli še nismo imeli možnost, da te mi v živo vprašamo, od kje? Po domači strani? Ja, v bistvu jaz sem tako odraščala z pticami ujedami, sokoli. Moja starša in moj brat so nekako sokolari. Tako da sem vedno so mi bile vedno te ptice blizu. Hkrati pa je to tudi mal nekako kot nek tak omaž moje ljubezni do tazga skandinavskega metala, kjer je veliko te mitologije skandinavske in v skandinavski mitologiji je pač krokar, Raven, tudi zelo tak močen simbol, tako da miš-maš vsega. Pač lepo se misliš. No. Ja, lepo misliš. Čisti pristoji. Se pa spomnim vse od takrat, ko še nisi bila toliko v opero noter, ko si še bila na popu, ne? Tudi se spomnim tvoje barve pričeske, potem sem se te najprej zapomnil, ker je bila pol-pol. Pol-pol? Ja, še prej sem bila najprej roza, pa sem bila pol. Ja, zdaj si pa dolgolaska, v bistvu dolgolaska, blond. Kjer ga rešuješ mogoče, ne vem, iz 5. štuka zdaj? Ja, motovilka. Ne še, mogoče še bojo mogli malo zraziti za to. So naravni? Delno. Ne, mislim, so naravni, ja. Ja, so naravni, ja. Pa tudi moji, ker sem jih kupila, ampak tako no. Ne, imela sem drugače tako dolge tudi svoje. Takrat, ko sem bila roza, sem imela, zdaj imam prvič take podaljške, tako da. Ja. Da, ne bom te sprašvala, koliko cajta si mogla sedeti v frizerju, ker je mislim, da to vprašanje. Raven je z nami tudi zato, ker si v petek na Starem gradu Celje. Ja, se zelo super veselim. Ambient, ne? Še nikoli nisem tam nastopala, bila sem tam, ker smo snemali razglednico za Eurovizijo. Ampak ja, sigurno bo Veronika tam zvenela.
malo drugačne, zaradi te povezave. Mogoče najbolj pristno. Ja, verjetno. Friderik, Veronika, star celjski grad. Pa jaz iz Kočevja. Raven. Poetično, dramatično. Čisle, mislim, to bomo odpadli v zgodbo. Zdaj, ker imamo dejansko povezavo, ne? Že pri nas je naveza Celje Kočevje in z Veroniko Deseniško je isto Celje Kočevje, ker v bistvu, sem da povem mogoče zgodovino Pikico, najprej je bila Veronika Friderikova ljubica, za katero je dal zgraditi grad Friedrichstein v Kočevju. Pol je postala njegova žena in potem je šlo vse navzdol. Pa niso odobravali, ne? Ja, mislim, pač niso bili glih najbolj rožnati časi. Tis pa niso odobravali, pa so jo pol zaprli, pol se najde pa Sara, pa gre raziskovati ikonične ženske in njihove zgodbe. In tak je tvoj cel album, ne samo ta pesem, ne? Ja, v bistvu Sirene prvi del, prihaja še drugi A še del. drugi? Ja, ravno danes pride moj producent iz Londona in grem spet v studio. Ja, pač vsak komad pripoveduje zgodbo o eni ženski, ki se pač meni zdela zanimiva. Ne nujno, da mi je bila v inspiracijo, no? Ampak ja, kateri zgodbe so take malo tragične, poetične. Okay, se pravi, tragedija te privlači, bi potem rekli. Ma ja, drama, mislim, se kdo pa vsak ima drame v življenju, se mi zdi. Ja, mislim, to so pač vse ženske, ki imajo neke take zelo močne zgodbe za sabo in pač definitivno niso dolgočasne, bi rekla. No, definitivno mi, da sem na zadnje Saro gostila, takrat pač si bila Sara, gostila preko telefona za musical Povodni mošt, če se ne motim. Ko ste se Kako si se pa potapljali. v tej vlogi našla? Ker smo tudi spet pri tragediji. Ja, ne, sigurno mi je pač ta zgodba Prešernova zelo blizu, mogoče bi kdaj celo naredila pesem o njej, no, da sem dobila idejo. Evo. Ampak Sirene bi 3. Tako Sirene. Ampak bi pa sigurno zvenela ta glasba zelo drugače, kot pa je muzika zvenela. No, lej, zasadili smo ti seme. Ja, res Zdaj je. pa prosim, če iz tega ustvariš. Jaz smo rekli, Ja. trojka je to zdaj že Tako. napoved, ne? Ja, ne, to bo zdaj mogoče na dvojki, se še nimamo A še vseh ni? tekstov. Lej. Tako da. Sva že nekaj Dodaj najo tam zraven idejna, Ja, bom. ali pa saj pomislila najo, ne, ko boš sestavljala vse skupaj. Ja, zdaj, mešanica elektropopa in opere, to je neka tvoja zgodba, ki jo pelješ. Tokrat je bilo pa, so rekli, elektropop pa filmska muzika, kar se tiče Ja. Veronike. Ja, v bistvu sem sodelovala tudi pač z glasbeniki, ki so z Martinom Bezekom in z Danilom Kaplom, ki sta v bistvu nekako tudi skladatelja skoraj, no, producenta in zima je filmska pa tako glasba iz kakšnih iger in tako zelo blizu. Hkrati imam jaz tudi na svojih koncertih godalni kvartet zraven, ki pač gre nekako zelo skupaj s filmsko glasbo, tako da je veliko elementov te neke klasike, ki je malo bolj popularizirana. No, zdaj pa sem en komentar na Veroniko. Vsi so bili fascinirani nad tvojo pojavo na splošno na odru in z rokami tako in tako in tako, ker je izgledalo, kot da si res prišla iz nekega podzemlja ven. Koliko ti rata? Dobro, pač velika si, dolga si, ampak vseeno, me lahko prosim naučiš, koliko se jaz to zvijem pa. Mislim, da je tukaj to je bilo zelo neplanirano z mojim koreografom Lukasom iz Opera Ballet Ljubljana. Smo nekako pač poskušali, si se sliši, to je ful smešno, ampak nisem mojega naravnega giba izhajati, pa ne, da zdaj hodim po svetu kot nek pajk. Ampak mislim, da na neki točki, ko sem pač se sprijaznila s tem, da enostavno nisem neka ta komercialna plesalka, da sem pač mal Posebna. To, kar mora biti pri tebi, ne, da je drugače. Tako. Ne, mislim, nekako smo izhajali iz mojega naravnega giba, pa nismo se ukvarjali s tem, kaj bo zdaj ful lepo izgledalo, ampak nekaj, kar bo pač prišlo iz mene naravno in to je pač prišlo ven. Sara, petka. Dobri gibi. Dobra si bila, jaz bi bila tudi, mislim, da mi še fali kak centimeter v sebe. Zavrtim Veroniko. Ja. Ura je 17 minut do 10, Ujeda je z nami. Raven, pozdravljena še enkrat. Zdaj ste, ki so ravno kar aktivirali radijske sprejemnike. Čestitke za nastop Hvala. na Eurosongu in tudi že tam vmes, ko smo rekli ekstra čestitke, ker smo šli v finale, ker so vsi govorili ne, ampak se je zgodilo, da tudi tiste stavnice niso 100-odstotne. Ja. Koliko si bila ti presenečena na tem? Videl sem odziv na čisto televiziji. presenečena. Jaz sem bila res šokirana. Jaz sem bila prepričana, da to ne bo šlo čez.
Smo se že tako, kar mislim, da smo se malo vsi v ekipi že sprijaznili, da lepo je bilo, evo, to je to. In pol sem bila čisto šokirana. Tudi super mi je bilo, da smo bili že tretji pač razglašeni, ker drugače bi po moje tam na unem kavču. Na mestu blond tla zmela sive. Ja, že tam se čisto. Tako da, ja, pač ful sem bila vesela, res. Fajn. Zdaj vemo, kaj je Eurovizija in po moji oceni ste bili predobri. Mislim, da Eurovizija je res tako zelo politična, vse to vsi govorijo, ampak to je res. Eni od mojih favoritov je recimo Norveška, ki je bila zadnja pač na koncu finalu. Tako da tam je veliko nekih drugih faktorjev, pa ne v smislu zdaj kuhne, ampak tudi nekako, koliko si ti kot persona, koliko v bistvu si... Ne smeš biti introvert, glih tako, hočeš reči? Ne smeš biti introvert, absolutno ne. Moraš biti pač. Zelo, ja, no. Mislim, nisem v to, kakšen komad imaš, pa kako poješ, no. Ja. Le tebe so se bal, verjetno. Ja, mogoče. Te krempli so bili krivi. Ja, ne, veš pa tudi, ne, imaš en tak malo zastrašujoč look, ne. Ma jaz sem, no, recimo Irka, mislim, da je bila veliko bolj Ona res izganjala hudiča. Isto je bilo že skoraj tu malce so bile polemike, ampak dobro, to zdaj, to neko kupčkanje, pa to tehtanje brez veze, ampak evo, to me je zanimalo, kak je bil ta tisti feeling, ko ste šli naprej, po drugi strani pa tudi vidim, da so te drugi podprli, recimo Baby Lasagna in obratno, ne? Ja, mislim, tako, ta balkanska triperisna detelca smo se tako zelo skup držali. In ja, ful sem v bistvu bila tako, no, ful je lepo videti, no, da se, nasplošno sem se tako zelo počutila sprejeto med vsemi artisti na Euroviziji, tako da pač ful lepe spomine imam na to in kar iz tega vidika nekih prijateljstv in to sem pač ful odnesla. A si slučajno videla kak stik podobno, kot so Jokerji lansko leto s Finci? Pa ja, jaz sem recimo z Litvo, z Češko, z Lazanjo, sigurno, tudi z Teodoro iz Srbije. Z velikimi sem se razumela, ampak jaz rabam nekaj časa, da se z nekom tako povežem. Nisem tako kot Bojan, ta socialni metulček, tako da to pri meni ne gre tako, ampak ja, sigurno sem našla prijatelja. Ti si res taka tiha, vase zaprta, nekomunikativna. Že kot mula sem prebral, da si bila outsiderka, da nisi imela neke te družbe, da nisi sprejemala. Pa ja, mislim, jaz ne rabim veliko ljudi okrog sebe, ampak vsem pač samo malo dalj časa rabim, no, da z nekom se res navežem stik. No, da ne boste vi porabili preveč časa, ne? Raven, dejansko lahko uživo vidite v Celju, na starem gradu Celje z najlepšim razgledom daleč naokoli. Vreme smo zrihtali, karte pa mislim, da nekaj malega, mislim, da jih je še. Ja, po mojih je nekaj, ne vem, malih je še, tako da. A bo harfa tudi aktivna? Ne. Okay. Ne, no, še ne. Naslednji teden grejo dol in potem ne, harfa pa ne. Meni je harfa igrati uživo nekaj najbolj tremo vzbujajočega, tako da ne. Ampak zgleda pa seksi. A ja? Sam povem. To pa še kaj, igranje harfe? Igranje harfe. A res? Okay. A veš? Ja, sam ni da velik. Si predstavljali mene. Ne, tebe se na oni miniaturni keltski, ne? Ker keltska je malo večjo, pa ima verjetno kako miniaturno. Ampak vse, pač zgleda seksi. Ja, to pa mora biti persona ja, no, za to, ne? Ni vsak za to, ne? A ne? Ne vem, no, ja. Sara 10 let karijere imaš. Ja. Obletnica fešta? Fešta bo mogli, ne. Ne, ja, decembra bo 10 let od prvega komada, Jader. Od Jader, ja. Tako da to se mi zdi čisto noro. Res, še zdaj se spomnim uživo, ko smo tisti video spot snimali. Ja, wow. Jaz mislim, da bo potrebno pripraviti fešto za Saro, ker sama se ziher ne bo organizirala. Vidim v tej smeri, da ne bo kaj dosti, ampak našla si svoj volčji trop v tem obdobju, ne? Ja, to pa sem. Sem pa, kaj pa vem, moja glasba ni za vsazga, ampak mislim, da za tistega, ki pa je pripravljen prisluhniti, pa da nos neko sporočilo, ki se ga mogoče lahko dotakne.
Kakšna je prihodnost, glede na to, da si še 2019 si rekla, da se vidiš bolj v operi, zdaj ko si tam notri, a vidiš še kam dlje? Ja, zdaj se spet, mislim, to je pri meni vsako leto nekaj drugače. No, ampak ne, sigurno se vidim v operi, pač rada sem na odru, rada imam ta aspekt te igre, da lahko igram neko vlogo, ampak ne, pač jaz ne morem brez avtorske glasbe, jaz pač zdaj, vmes, kakšne 2-3 leta nisem bila tako veliko v studiu in sem to zelo pogrešala. In zdaj vidim, koliko mi v bistvu to prinese. No, tako da se hitro izoliram, pa ko sem v studiu, pa nekako prek glasbe jaz zelo rada komuniciraš. Jaz imam še eno vprašanje iz moške strani, ker pač imamo tudi vprašanja poslušalcev in Dejana zanima, ali ste lahko na odru Celjskega gradu pričakujejo v opravi Veronike? Ja, to je pa čist tipično moško vprašanje. Jaz pač moram samo predati informacije naprej, oziroma lahko sama poveš. To je pa rezervirano samo za Švedsko in za kamere. Tako da ne vem, če bi na ta način izpadlo to tudi na gradu. Jaz sem drugače rekel, Dejan, prid pa boš videl. Ja, v bistvu najboljš. Ja, tako. Ja, torej 20:30 je koncert. 20:30, petek, 7. juni, Stari grad Celje. Pejte s celebusom, ker ga imate, bodite trajnostni. Tudi ona je šparala pri obleki. Ja, to je treba, ja, veš. Ampak vse je pa dobro, ker imaš pa tatuje. Ja. Tako da dejansko nisi rabila neke velike dekoracije. Ne, v bistvu smo hoteli nekako, da se tudi cela ta obleka zlije z mojimi tatuji. V bistvu zdaj ta obleka bo tudi na razstavi v Mestnem muzeju v Ljubljani. Tako da ja, to se mi zdi čisto. Tja gre lahko pogledati na lutko. Mogoče bo tudi kdaj pristala na kakšni dražbi, kaj pa veš. Nikoli ne veš. Si predstavljaš, pa imaš 2 milijona za obleko Raven iz Eurovizije, 2,4. Prešivicen kostum, kdo bi to plačal, ne vem. Ampak ja, čudna so pota gospodova, tako da, lej. Ko si umenila tatuje, imaš številko tatuje, verjetno veš, koliko jih je na tvojem telesu? Ne vem, ker jih nikoli ne znam prešteti, ampak sem nedolgo nazaj, ko kar nekako nekaj štela, ampak imam take mečke, tudi če greš štejem vsega mehkega, še zraven jih je okoli 30, ampak to se zdaj že malo povezujejo. Ko si blizu Eda Sheerana, on je rekel 33 jih hoče na vsaki strani metne. A ja? 33 tu, 33 tu, 33, ja. Jezusovih 33. Ja, tudi to, Kristusovih, ja. Raven, vso srečo in lepo uspeljte koncert. Hvala. Vreme smo zrihtali. Tako da vse je dobro voljo, itak boš prinesla sabo pa vse, kar pritiče tvojemu nastopu. Tako. Mogoče v razmisleku. Kako bo zgledalo, Dejan pa prid pogledati. Hvala tebi, pa pričakaj mim, no? Z veseljem. Ker smo te čakali že prej, pa vem, da si imela toliko obveznosti, pa smo rekli, ne bomo pritiskali na Nežo, ker je že bila cela bleda. Neža je tukaj Capo di Banda, ki je skrita, strici z ozadja, oziroma teta iz ozadja. Tako da to je to. Lepo zdrav alkimistki zvoka, bom dejal. Hvala. Lepo bodi, pa zdaj se pa prosim, naučite tvoje gibe. Hvala, čau. Radio Fantasy.